Tako, zdaj pa je čas za posebno dragoceni prispevek na našem letnem posvetu. Tudi v imenu vseh organizatorjev pozdravljam med nami dr. Renato Salecl in gospoda Branka Sobana, seveda tudi. Mi smo prej že povedali, da nam govorci, kot ste vi, širite obzorje. Naj povemo, da ste članica SAZU, da ste slovenska znanstvenica leta, da ste Korošica, Slovenka, ki pa je pogosto v Londonu, v Združenih državah Amerike, da ste doma in v svetu priznana filozofinja, sociologinja in da so vaše ključne teme pravo, psihoanaliza, kriminologija, zelo zanimivo. In resnično se veselimo vašega prispevka, ki nosi zanimiv naslov Strast do nevednosti v naznanju temelječi družbi. Mi o strasti na tovrstnih dogodkih ne govorimo ponavadi prav veliko, ampak doživljamo jo pa tam, kjer se vseživljenjsko učenje udejanja v stikih z učečimi se, v naših medsebojnih stikih prav pogosto. Tako da nas zelo zanima tale paradoks, na eni strani strast do nevednosti, na drugi strani na znanju temelječa družba. Izvolite, dr. Renata Salecl. Hvala za povabilo. Jaz bom res z vami podelila eno tako mogoče paradoksno tezo, da ob vseživljenjskem učenju imamo tudi vseživljenjsko neučenje, vseživljenjsko zatiskanje oči, vseživljenjsko ignoranco in tudi neumnost. In v današnjem času novih tehnologij na nek način se ta strategija posameznika še povečuje. Nekoč sem v eni kolumni že opisala primer, kako že recimo naši otroci se soočajo z nevednostjo oziroma z določenimi strategijami vezanimi na nevednost. V eni od risank slavnih Simpsonov so opazila eno zgodbico, kjer je majhna deklica Liza, najbolj pametna v družini, dobila domačo nalogo, da naredi predstavitev v šoli, kako bo njihovo mesto Springfield izgledalo čez 50 let, še posebej glede na klimatske spremembe. Liza se je lotila analize in je naredila izjemno depresivno predstavitev. Učitelji so se tako zelo ustrašili za njeno mentalno zdravje, da so predlagali staršem, da jo peljejo k psihiatru. Psihiater je dejal, da deklica ima neko novo bolezen in to je prevelika pesimizem glede okoljskih sprememb, dal ji je zdravilo Ignorital. Zdaj, ko je ta deklica začela jemati to zdravilo, se ji je pogled na življenje popolnoma spremenil. Vsepovsod je videla lepe, smejoče se oblake, ves čas je slišala eno pesem, kako lepo je življenje. No, starša sta kmalu ugotovila, da je takšna malce nora Liza težje za obvladati kot pa pesimistična in sta jo ukinila Ignorital. Zdaj, to zdravilo Ignorital na nek način še ne poznamo, ampak imamo pa že strategije, celo nevroznanstvene, kako posamezniku odvzeti recimo neke travmatične spomine. Paradoksno, celo ljudje, ki jemljajo beta blokerje za srčne težave, naj bi, če se jim zgodi kakšna nesreča, imeli kasneje manj travmatičnih spominov, kot pa tisti, ki takšnih zdravil niso jemali. In seveda vojska se ves čas loteva strategij, da bi morda prav lahko določene centre v možganih spremenili in da ljudje recimo ne bi imeli spominov na recimo nasilje, ki so ga doživeli. Kaj se bo zgodilo, če takšno zdravilo vzame nekdo, ki je povzročil nasilje, je seveda večje vprašanje. Nevednost je v bistvu ves čas z nami in nevednost je v bistvu neka strategija, ki nam lahko pomaga določene travmatične situacije kasneje preživeti. Zdaj, ko gledamo na ignoranco kot tako, če uporabimo ta termin, vidimo, da obstajajo
dva načina, s katerimi se soočam. Na eni strani imamo ignoranco do znanja, do vednosti, lahko imamo zavedno, nezavedno ignoranco, velikokrat niti ne vemo, da nečesa ne vemo. Seveda ignoranca je pa vezana tudi na to, kako mi sodelujemo z drugimi ljudmi. In mnogokrat rečemo, da nas nekdo ne vidi, da nas ignorira, ali pa mi, recimo, si zapiramo oči, nekoga ne želimo videti. V današnjem času se ta druga oblika ignorance spreminja, včasih celo še potencira. Recimo na internetu lahko nekoga zbrišemo, prepovemo, da nam pravzaprav piše, ga blokiramo. Cele strategije celo obstajajo v angleščini in rečemo, da nekoga cancel, da ga pač odklopimo, ne bomo na njega odgovarjali. Zdaj, ta prva nevednost, ta prva ignoranca do vednosti se mnogokrat jemlje na negativen način. Mi mnogokrat obtožimo druge, da so nevedni, zelo težko pa govorimo o svoji lastni nevednosti in zelo malo slišimo o tem, da je lahko nevednost včasih celo koristna. In to bo ena od mojih tez danes. Zdaj, recimo, ko se ukvarjamo z samo ignoranco v medčloveških odnosih, je lahko prav ta ignoranca tudi pozitivna. Recimo, da ignoriramo nekdo pač recimo nekaj počne, kar nam morda ni po godu in bomo to obnašanje ignorirali. Včasih je to čisto vljudnostna strategija. Mi učimo tudi otroke v šoli, da naj ignorirajo, če jim nekdo nagaja. Tudi starši v vzgoji smo naučeni, da moramo otroke ignorirati. Recimo v Ameriki obstaja ta strategija time out. Pri nas je malo manj uporabljena, da pač otroka, ki je preveč ekscitiran, ignoriramo ali pa da ga pošljemo v drugo sobo. Ignoriramo recimo tudi v ljubezni stvari pri posamezniku, v katerega recimo se zaljubljamo, jih ne želimo videti in v bistvu ljubezni ne bi bilo brez neke ignorance. Če preveč vidimo, morda se zelo hitro odljubimo. Zato sociologi, ki so analizirali srečo v zakonih, so ugotovili, da tisti zakonci, ki gledajo partnerja realistično, so manj srečni od tistih, ki ga gledajo skozi rožnata očala. Skratka, če želimo preveč videti, se lahko zgodi, da nam na emocionalnem področju ne bo šlo tako dobro, kot pa, če si rahlo zatiskamo oči. No, Konfucij je dejal, da se resnično znanje veže na spoznanje obsega našega neznanja. Thomas Jefferson je nadaljeval to misel, da je v bistvu pomembno, da vemo, kako malo vemo. Zdaj, ne moremo si predstavljati, da bi današnji politiki priznali nekaj takega ali pa da bi ponovili besede Benjamina Franklina, ki je dejal, da ni toliko sramota nevednost, ampak nepripravljenost učiti se. Mnogi od vas, ki ste še živeli v času socializma, se najbrž spomnite, kako je v času Titove vladavine bil moto učiti se, učiti se, učiti se. Zdaj, to je Tito v bistvu malce pokopiral po Leninu, ker je že Lenin bil znan, da je govoril ves čas, kadarkoli je obiskoval šole, te 3 besede. Tudi danes si težko predstavljamo, da bo to neke vrste moto. To, da ne vemo, je lahko včasih celo v plus. Spominjam se enega prvih šovov na angleški televiziji, te slavne serije Veliki brat, kjer je ena od tekmovalk postala izjemno slavna, potem ko ni vedela, kje je mesto Cambridge. Zdaj, bila je Anglešinja in to je veljalo, mislim, za nekaj izjemnega, ampak ljudje so se na nek način identificirali z njeno nevednostjo. Na podoben način se dogaja, če opazujemo podpornike ameriškega predsednika Trumpa, kjer tudi on iz svoje nevednosti kuje kapital.
mnogi njegovi volilci recimo se sprostijo ob tem, ko vidijo, da je pač predsednik popolnoma sproščen ob tem, kako malo ve in ima vsakršno pomanjkanje sramu ob tem. Zdaj, sodobne razprave na področju ekonomije ugotavljajo, da je nevednost zelo vpletena v to, kako danes podjetja funkcionirajo. Richard Tedlow je napisal zanimivo knjigo o zanikanju med velikimi korporacijami. V začetku knjige analizira, kako je British Petroleum reagiral potem, ko je 2010. leta se zgodila ta velika nesreča v Mehiškem zalivu, ko so ob vrtanju nafte sprožili izjemno ekološko katastrofo. Ob tistem trenutku so se znotraj korporacije kar na vseh nivojih na začetku ukvarjali, da sploh ne vejo, kaj se je zgodilo, in da nihče ne ve. Še posebej vrhovi so imeli to tako blaženo nevednost, nismo vedeli, če bi vedeli, kako vse skupaj nevarno je, bi že kaj naredili. Tedlow se sprašuje, ali je možno, da res niso vedeli, ali pa so morda nižji vedeli, pa višjim niso povedali. Na koncu pravi, da najbrž pravzaprav so vsi vedeli, ampak so se delali zaščitniško neumni. Zdaj, ravno, ne vem, ta vikend, če ste morda malo spremljali angleške medije, je bila taka zaščitniška neumnost več kot očitna v intervjuju, ki ga je imel princ Andrew ob velikem škandalu glede tega, da je bil dolga leta prijatelj, tesni prijatelj z obsojenim Jeffreyjem Epsteinom in da naj bi, kot pravijo nekatere ženske, se tudi sam posluževal uslug majhnih deklic, seksualnih uslug in Andrew je na tem intervjuju kazal izjemno zaščitniško nevednost, pravzaprav čisto nič ne ve, nič se ne spomni, razen da se spomni, da je 12 let nazaj šel v eno pizzerijo. To se pa spomni, ampak nobenih žensk nič ne. In recimo te vrste strategij so danes zelo del nekega političnega prostora, kjer posameznik mora lagati do konca, se delati, da pravzaprav nič ne ve in upati, da se tema zamenja in da potem ljudstvo v bistvu pozabi. Zdaj, ta zaščitniška neumnost je bila analizirana že v času Georgea Orwella, ki je v svoji slavni knjigi 1984 pravil, da je to neka sposobnost, ko nekaj, kar imamo v bistvu pred nosom, na nek način ne vidimo, ko je v bistvu to nevidenje tudi del strategije delovanja oblasti. Znotraj univerzitetnih sistemov prav tako imamo razne primere zaščitniške neumnosti. Pred leti se najbrž še spomnite škandala, ko je eden od dekanov iz Mariborske univerze prepisal diplomsko nalogo svoje študentke v enem elaboratu, za katerega je bil plačan od neke privatne kompanije. In takrat smo lahko videli zaščitniško neumnost na raznih strategijah. Vodstvo fakultete je dejalo, da je ta dekan pravzaprav v eni opombi to študentko omenil. Tako da to ni problem. Drug problem je bil, da je mentor diplome neke vrste soavtor diplome. To je tudi ena strategija, zakaj jo je lahko prepisal. Tretja ideja je bila pa, da je dekan nastopal kot privatni posameznik, ko je sprejel pogodbo od podjetja in ne kot dekan. In zdaj spet ne moremo reči, da je kaj narobe naredil. No, seveda temu mojstru se ni nič zgodilo, mislim, da je celo kaj napredoval ali nekaj takega. Ampak absurd je seveda, da v inštituciji, ki uči študente naj ne plagirajo, najdemo nekoga na tako visokem področju, ki to počne. Zdaj, v vsakdanjem življenju imamo prav kar naprej neke zaščitniške neumnosti oziroma namerne nevednosti, ki jih uporabljamo. In v bistvu
samo prevara, to, da včasih v bistvu nekaj ne želimo vedeti, je zelo pomembna za posameznika. Ameriški pisatelj Upton Sinclair je celo nekoč dejal, da je težko človeka prepričati, da nekaj razume, če je njegova plača odvisna od tega, da nekaj ne razume. No, slavni dramatik Ibsen pa je v svoji drami Divja raca dejal, da če povprečnemu človeku odvzamemo njegove laži, mu mnogokrat odvzamemo tudi njegovo srečo. Zdaj, ena od samoprevar je, da mnogokrat mi sebe dojemamo kot bolj sposobne, kot pa so naši kolegi. To se dogaja kar na vseh področjih, tudi na univerzi, in meni je bilo všeč, ko sem brala eno ameriško raziskavo, ki je pokazala, da 94% ameriških univerzitetnih profesorjev misli, da so na svojem delovnem mestu boljši od svojih kolegov. No, podobna raziskava je bila narejena tudi med srednješolci, kjer so pokazali, da večina dijakov misli, da so nadpovprečni v svojih zmožnostih in da jih je 25% mislilo, da so top 1%. Zdaj, v našem življenju so samoprevare, nevednost in zapiranje oči lahko koristne. Kadar pridemo do neke travmatične situacije, je lahko za posameznika celo koristno za njegovo zdravje. In recimo, ko so razni raziskovalci v medicini analizirali zanikanje bolezni, so ugotovili, da pri posamezniku, ki ima močno zanikanje, je najhujše, kar lahko naredimo, da mu neko vednost, za katero ni pripravljen, vsilimo. Namreč tisti, ki so bili nevedni, so včasih celo živeli dlje kot tisti, ki so bili zelo, zelo poučeni o svoji bolezni. Zdaj, eni raziskovalci so se ukvarjali s tem, da to, če se zelo poučimo o svoji bolezni in se zelo trudimo, da spremenimo svoje življenje, nam dvigne stres v našem življenju, medtem, če pa ignoriramo, smo pa malce bolj sproščeni in tudi to lahko pozitivno vpliva na posameznike. Tukaj zdaj ne gre za zanikanje bolezni, da sploh ne gremo k zdravniku, ampak da recimo nekako vemo, kaj nam je, ampak potem poskušamo informacijo o tem rahlo odriniti od nas. Eni moji znanci, recimo, ki so se soočali z težko zdravstveno situacijo, žena je imela težko obliko raka, so se odločili, da bo imeli vikende nevednosti. Ko se je začel petek, je bil prepovedano se pogovarjati do ponedeljka o bolezni. Zdaj, oba sta vedela, kako je, ampak ker sta se cel teden ta partnerja ukvarjala z obiski zdravnikov, sta imela pravi užitek v tem zapiranju oči med vikendom, da se na nek način dela tako, da je vse normalno. Zdaj, v zgodnjih filozofskih spisih najdemo v srednjem veku zelo zanimivo teorijo o nevednosti. Niklas Kuzanski je filozof, ki je napisal slavno delo De docta ignorantia, v katerem preučuje razmerje med vednostjo in nevednostjo, med znanjem in neznanjem. In Kuzanc je propagiral tako imenovano naučeno nevednost, neko zavedno stanje nevednosti. Njegova ideja je bila, da si moramo priznati, da nečesa ne vemo in da je v bistvu se končna resnica nanaša na dejstvo, da bistva stvari oziroma resnice biti kot taki ni mogoče do konca razumeti. In pravi, kar zadeva resnico, ne moremo vedeti nič drugega kot to, da jo poznamo kot nerazumljivo v svoji polnosti. Iz tega je v bistvu Kuzanc speljal, da je v bistvu zavedanje svoje nevednosti nekaj, kar nas najbolj približa resnici. Bolj, ko se človek zaveda svoje nevednosti, bolj se uči. Torej, pravi, ker vsega okrog nas in tudi Boga, bil je pač teološki filozof, ne moremo dojeti v celoti, ker bistvo stvari v vseh globinah ne ostaja zavarovano pred našimi spoznanji, smo ves čas v iskanju
vednosti in prepoznanje naše vednosti je prva stopnja v to smer. Zdaj, te besede kozanca so danes mnogokrat rahlo pozabljene, ker ves čas imamo neko idejo, kot da pravzaprav lahko pridemo k resnici subjektivnosti. Če pogledamo tudi, ne vem, kako dojemamo nova znanja iz področja recimo genetike ali pa nevroznanosti, se mnogokrat hitro vzpostavi iluzija, kot da s temi novimi tehnologijami bomo pa prišli recimo do neke resnice. Zdaj, znotraj psihoanalize tudi od začetka že vidimo, kako pomembna je nevednost. In tukaj ugotovimo, da gre za neke vrste strast, nekaj ne vedeti. Že Freud se je veliko ukvarjal z strategijami zanikanja. Eden od njegovih slavnih primerov je, ko pride pacient k njemu in mu ves čas razlaga o enih sanjah, potem pa na neki točki reče, ampak ta oseba v mojih sanjah ni moja mama. Freud pravi, ja, mislim, se nihče ne trdi, da je to vaša mama. Za njega je bilo ključno, da je človek zanikal nekaj, ampak s tem, ko je zanikal, to je v bistvu že zadev na srčico zagate. Najbrž s tem, ko je zanikal, da bi šlo za njegovo mamo, je v bistvu odkril, da morda dejansko gre tukaj za njegovo mamo. Zato je Freud začel pozorno poslušati, kadar so ljudje nekaj zanikali. Pravi, kadar človek nekaj zanika, se moramo vprašati, mogoče se pa tlej odpre nekaj novega prav skozi to zanikanje. Zato je za Freuda bila ideja, ko recimo posameznik nekaj negira, da je to mogoče celo nek trenutek svobode, ko se bo potem po tej negaciji sprostilo nekaj, ko bo morda nek mehanizem potlačitve nehal delovati in lahko se zgodi, da bo posameznik šele po tem zanikanju prišel bliže svojim zagatam. No, Freudovi učenci so naredili kar celo serijo takšnih razprav o teh strategijah zanikanja in recimo eden od učencev, Sandor Fellman, je napisal knjigo, kjer je analiziral verbalne strategije ljudi in pravi, da najbolj moramo biti pozorni, kadar ljudje recimo rečejo mimogrede bom nekaj povedal ali pa preden pozabim. Še posebej moramo biti pozorni, kadar nam nekdo reče iskreno vam povem ali pa verjemite mi, odkrito povedani, naj povem resnico, ali nisem bil resen ali pa bila je samo šala. Vsa ta mašila so za tega psihoanalitika bila neki momenti, ko morda dejansko posameznik proba nekaj ne povedati ali pa zanikati, morda celo laže in tako naprej. Skratka, v psihoanalizi vidimo, da čeprav posameznik pride v analizo običajno z idejo, da želi nekaj vedeti, zelo hitro naredi vse, da to nekaj, kar zadeva njegovo mogoče travmo, neko zagato, simptom, noče vedeti. Zato je Jacques Lacan, francoski psihoanalitik, oblikoval ta pojem strast do nevednosti. Dejal je, da ljudje zelo hitro bojo naredili vse, da nekaj ne bi vedeli, še posebej nekaj, kar zadeva njihove želje, njihovo nezavedno, njihove fantazme. No, to idejo strasti do nevednosti je Lacan v bistvu pobral iz budizma. V 50. letih je hodil na predavanja o budizmu na Sorboni in takrat je bil tam na obisku en slavni budistični teoretik, ki je razlagal, kaj je Buda učil in v bistvu iz tega konteksta je Lacan v bistvu apropriiral idejo nevednosti, ker pač znotraj različnih smeri budizma je v bistvu nevednost skupaj z lažnimi pogledi dojeta ena od korenin zla, znotraj recimo zen budizma, pa je dojeta mal bolj drugače, na nek način lahko rečemo bližje temu, kar je Lacan kasneje poskušal interpretirati znotraj svoje psihoanalize. Ta strast do nevednosti je zelo prisotna tudi v družbenem
prostoru. V antropoloških študijah lahko vidimo, kako določene družbe hierarhično funkcionirajo preko tega, da nekaj postane predmet nevednosti. Oziroma tudi, če nekaj vemo, glede na to, da ohranimo hierarhijo, se moramo včasih delati, da ne vemo. Antropolog Mark Hobart je dolga leta proučeval tradicionalne skupnosti v Senegalu in ugotovil je, da tam hierarhija v družbi je vezana na določeno vednost in da ljudje, ki določene vednosti nimajo, morajo tudi, če jo imajo, to vednost skrivati. Kot primer je dal, recimo, da imamo skupino tkalcev. V tradicionalnih skupnostih tam se zmožnost tkanja dojema kot nekaj, kar se prenaša v družini. Imamo cele družine tkalcev in oni celo dojemajo to, kot da je to nekje, danes bi rekli, genetsko posredovana vednost. No, če pa skupina netkalcev zna tkati, se takrat, ko pridejo v stik s tkalci, mora delati, kot da tega znanja nimajo. In to zato, da ohranjajo družbena razmerja, da se v bistvu ta hierarhija med različnimi skupinami, vezanimi na njihova znanja, ohranja. Zdaj, pri teh tradicionalnih recimo družbah lahko vidimo pač, da je nevednost vezana na organiziranje družbe. Zdaj, tudi v drugih situacijah lahko vidimo, da neka nevednost lahko ohranja določeno hierarhijo. Spomnim se, ko sem brala en primer opisan iz strani ameriške novinarke, ki je dolga časa živela v Indiji. Tam je v neki vasi se zgodil umor, ena mlada žena je bila kruto ubita, vsi so vedeli, da jo je ubil mož. Mož celo niti ni zanikal, ampak zgodilo se ni nič. Mož si je zelo hitro dobil novo ženo, ta nova žena je začela nositi obleke prej ubite žene, cela vas se je delala, zdaj pač nova žena, to podpiramo. In ko je novinarka začela raziskovati, kako to, da se nič ni zgodilo, je ugotovila, da je hierarhija v tej vasi v bistvu pomagala zakriti ta zločin, ker se je šef vasi želel biti ponovno izvoljen, da ohrani svojo funkcijo in ker je bil povezan z temi raznimi družinami, je tudi on naredil vse, da policija ni preiskovala. Skratka, neka nevednost je bila vezana na ohranjanje družbenih moči. No, v današnji družbi je prišlo do neke spremembe v odnosu do vednosti. Ob tem, da lahko vse informacije danes najdemo na internetu, je prišlo do tega, da v bistvu zelo težko posameznik prizna svojo nevednost ali pa da se mora napol delati, kot da do vednosti lahko pride, oziroma da lahko pravzaprav vsak se dokoplje do nje, če se le malce potrudi na internetu. Jaz sem imenovala ta trend neke vrste ikeizacija družbe, tako kot v Ikeji, ko kupimo pohištvo, moramo biti mojster za vse. Tako pravzaprav na drugih področjih življenja moramo biti strokovnjaki. Morebitna razpoložljivost informacij, ker potencialno nekje obstajajo na internetu, ustvari vtis, da je popolnoma od nas odvisno najti odgovora na naša vprašanja. Zdaj, tukaj ta moment je zelo, zelo ključen. Ker paralelno s tem se je zgodilo tudi, da nimamo več neke hierarhije med tem, odkot vednost prihaja. Zdaj, če primerjamo recimo desetletja vedenja, ki ga imamo o pomembnosti cepitev. Znanost je to že zelo, zelo raziskala, ampak neki propagator nevarnosti cepljenja ali pa nek članek iz 90-ih let, ki je bil že zdavnaj umaknjen, ki je trdil o povezavi cepljenja z avtizmom, lahko ima na spletu isto težo, lahko za posameznika, ki išče informacijo o varnosti ali nevarnosti cepiv,
dobi neko isto pomembnost kot vsa ta desetletja, recimo znanstvenega raziskovanja. Tukaj se dogaja velik boj, tudi v katere so zelo močno vpletene raznovrstne marketinške službe, ob tem, katera vednost recimo naj bo družbeno prepoznana. Če pogledamo klimatske spremembe, tudi tukaj desetletja znanosti se mora nenehno soočati z dvomi, ki jih politične figure, recimo kot Donald Trump, širijo, dvomi, ki jih marketinške firme povezane z industrijo fosilnih goriv propagirajo in tako naprej. Skratka, prišlo je do neke nivelizacije, istočasno ob razpadu tradicionalnih medijev ali pa ob izgubi moči tradicionalnih medijev, ob moči, ki jo imajo novi mediji, Facebook, Instagram, Twitter in tako naprej, ob manipulacijah, ki se s pomočjo njih dogajajo, ob tem, da algoritmi lahko uganijo našo željo ali pa tudi nas na nek način pripeljajo do tega, da delamo neke odločitve, za katere racionalno bi recimo jih težko opredelili. V vseh tem spremenjenem svetu se je za posameznika zelo zakompliciralo, kaj je vednost, komu verjeti, in ob tem, da smo interpelirani kot posamezniki, ki imamo nenehno moč najti vednost sami, se je posameznik znašel v situaciji, ko včasih zapiranje oči pred množico informacij postaja neka strategija, včasih celo dnevnega preživetja. Zdaj, ideologija neoliberalizma nas že nekaj časa prepričuje v tem, da se moramo nenehno ukvarjati s sabo, da se moramo sami znajti, iskati informacije, informirati, odločati in tako naprej. In skratka, neka stranska stvar ob tej družbi, kjer je toliko informacij, je postalo, da je zelo težko danes priznati pomanjkanje svojega znanja. Ob tem, ko je na nek način znanje ali pa vednost okrog nas prisotna, če drugega ne, vse povsod na internetu, je danes občutek, da nekaj ne vemo, težje priznati kot pa prej. Istočasno je prišlo za neko to vrsto ikeizacije tudi do spremembe odnosa do oblasti, še posebej do recimo klasičnih avtoritet ali pa tudi do avtoritet, recimo kot so znanstveniki. Vsak danes lahko postane strokovnjak, če se le dovolj recimo informira sam s pomočjo Googla in podobnih brskalnikov. V socialni psihologiji so analize pokazale, da nam včasih več informacij daje iluzijo vednosti. Ljudje, ki dobijo veliko informacij o določeni stvari ali situacijah, se vseh teh podatkov seveda ne zapomnijo. Imajo pa občutek, kot da vedo. Pogosto imajo vtis, da vedo, in zaradi tega se jim povečuje samozavest. Druge raziskave zanimive so, da če smo mi dojeti kot strokovnjak na nekem področju, bomo težje priznali našo nevednost, kot pa če nismo dojeti kot strokovnjak. Recimo, zdravnik bo težje priznal, da nekaj ne ve, čeprav morda ne ve. Skratka, neka pretirana samozavest je lahko vezana na to, da imamo od drugih priznano avtoriteto na nekih področjih. Meni je bilo zelo všeč, ko so pred leti na medicinski fakulteti profesor Pirtošek je bil to, je on uvedel pri svojem predmetu negativne točke za uganjevanje, kaj bi bil pravi odgovor. Skratka, če si dal napačen odgovor, si lahko dobil negativne točke, boljše točke si dobil, če nisi nič obkrožil. Njegova interpretacija je bila, da zdravnik mora biti zmožen reči, da ne ve. In zato je poskušal študente že zgodaj, to očitno ni mu dolgo uspelo, tako da fakulteta je pol ukinila ta način njegovega preizpraševanja.
Skratka, nevednost je nekaj, kar težko priznamo, je pa nevednost ključno gonilo iskanja znanja. In tukaj je o tej temi ena krasna knjiga, Stuart Feinstein, ameriški teoretik, je na svoji univerzi Columbia uvedel en predmet ignoranca. Povabil je svoje kolege, da so iz različnih področji, matematike, fizike, pa drugih področji, v okviru njegovega predmeta predavali 1 uro o tem, kako je nevednost dojeta na njihovem področju. In rezultat tega kurza je bilo, da je v bistvu nevednost gonilo vednosti, iskanja vednosti. Zato Feinstein v knjigi pravi, da se pravzaprav novo znanje znotraj znanosti mnogokrat zgodi po pogrebu velikega znanstvenika, ker bojo novi znanstveniki takrat malo lažje kopali še naprej. Skratka, nevednost on jemlje kot motor. Nekaj, kar nalaga znanstvenikom, da si priznajo vrzeli v znanju in jim hkrati omogoča, da so samokritični in da grejo naprej v svojem raziskovanju. No, danes govorimo, da živimo na znanju temelječi družbi. Ampak ta ideja je v bistvu, bi jaz rekla, kar en velik nonsens, če ne celo metanje peska v naše oči. Nažalost, živimo v družbi, kjer znanje, dostop do znanja postaja vse bolj omejeno. Znotraj znanosti živimo v enem čudnem prostoru, kjer mi delamo recimo članke, znanstvene članke zastonj, potem jih zastonj znanstveniki urejajo, ocenjujejo, presrečni smo lahko, ko jih nekje objavijo, pa moramo pa plačati, da jih beremo. Zdaj, to ni tako malo plačilo, pod 2000 evrov recimo plačamo mi, če hočemo, da bo nekdo lahko zastonj naš članek bral. Skratka, mi, ko objavimo članek, pa če želimo, da bi imel ta open access, moramo plačati minimalno 2000, ker na inštitutu smo že tole mogli plačati, včasih nam agencija kaj zraven premakne, ker nekatere namreč raziskave, ki jih delamo, zahtevajo, da so naše objave objavljene na open access. Tako da potem mi naredimo napako glede financerja, če ne objavimo. Zato je včasih pač par tisoč pač plačaš. Ampak ideja je, če jaz želim brati neke znanstvene članke, bom slej ko prej prišla do točke, ko bom morala sama plačati, 20, 30, 40 evrov, da ga sploh preberem. In tukaj je prišlo do tega, da so privatne kompanije, ki so že v zadnjih 10 letih prevzele področje publiciranja znanstvenih revij, ugotovile, da so znanstveniki eni najboljših kapitalističnih idiotov. Namreč ta želja, da svoje znanje deliš, neka ideja pridnosti, malo tekmovalnosti, je znanstvenike privedla do tega, da so seveda z veseljem zastonj delali za revije, če so le prišli na uredniške odbore in tako naprej, pisali seveda zastonj tako in tako. No in do tega je prišlo, da je ta formula, ki so jo Elsevier in podobne korporacije, in to so megakorporacije, ki zdaj obvladujejo tole znanstveno publicistično industrijo, in tle gre za milijarde in milijarde profitov, ugotovile, da je njihova naloga samo proizvajati vedno več revij. Dobro je, če se imenuje International Journal za ne vem več kaj, najti nek sistem nekih točk in ohranjati znanstvenike v tem tekmovalnem duhu, da bojo čim več objavljali, ker mnoge agencije in tudi naša zelo temeljijo na tem, da gledajo, koliko točk je kdo proizvedel. Je seveda tukaj prišlo do nekega buma te industrije in seveda do mnogih manipulacij, kako priti do nekih točk in podobno. Posameznik se danes ne sprašuje toliko, kaj ima za povedati v svojem članku, ampak kje ga bo lansiral in koliko točk bo za njih dobil. To je korporativna resničnost nevednosti, ki je vezana na največja področja vednosti, ki se v družbi proizvajajo, recimo znanost. Potem imamo cele strategije nevednosti, povečevanja nevednosti, na katerem temelji gospodarstvo. Danes je gospodarstvo vezano na selektiven odnos do vednosti. Mi prihajamo lahko do določene vednosti samo, če imamo dobri
dostop do raznih kompanij, če imamo denar, da pridemo do informacij. Nevednost je močno povezana z raznimi copyrighti in tako naprej. In v bistvu tle se je oblikovala cela ekonomija, kjer je strateško izkoriščanje vrzeli v znanju bistvo profitov. Preprečiti drugim, da pridejo do nekega znanja s pomočjo raznovrstnih zaščitnih mehanizmov. In v bistvu najpomembnejši mehanizmi ekonomije znanja so danes odvisne v bistvu od sposobnosti, kako zaviramo drugim dostop do določenih znanj. Zdaj, recimo tukaj še naslednjo področje neznanja je vezano na te mastodonte, te brskalnike, kot so Google in podobni. Tudi oni recimo zelo manipulirajo s pomočjo algoritmov, katere vednosti pridejo na vrh iskalnikov in katere ne, katere kompanije jim pač plačajo, seveda, da pridejo višje in ne. Potrošniki običajno nimajo pojma, kako ključni algoritmi delujejo v teh brskalnikih. Vse to se dojema kot stvar industrijskih tajnosti. Skratka, mi uporabniki nimamo dostopa do analize algoritmov, zato danes obstaja velik boj znotraj recimo znanosti velikega podatkovja okrog tega, da bi algoritmi, ki urejajo javne stvari, naše življenje kot državljanov, morali biti javni. Tukaj je Francija prva v tem boju, da bi postali algoritmi dostopni, da bi jih lahko razumeli, da bi jih lahko analizirali, da bi lahko ugotovili, kako so recimo prikrojeni in podobno. Danes večina nas tega nima. Veliko podatkovje, ki ga zbirajo o nas, korporacije, države, ki so uporabljeni, analizirani na način, za katerega mi nimamo pojma, spet predstavljajo neko strateško nevednost, ki v bistvu naša življenja še kako nadzoruje in do katerega v bistvu do teh informacij spet nimamo dostopa. Zdaj, optimisti v študijah velikega podatkovja poudarjajo, da bi bilo dobro, da bi mi imeli dostop do vseh podatkov, ki so v nas zbrani. Ampak spet to je popolna iluzija. Tudi če jaz imam vse podatke nazaj vržene, kaj je od meni recimo zbiral brskalnik, pa kdorkoli že na internetu ali pa korporacije, kjer kupujem, si jaz s temi podatki ne bom mogla kaj pomagati. Doma nimam super računalnika, da bi jih lahko shranila, niti nimam algoritmov, niti nimam znanja. Pravzaprav, če vem nekaj o svojih podatkih, pa ne o drugih, spet ne morem niti primerjati. V bistvu je to spet metanje peska v oči, da bi dostop do informacij nam lahko karkoli pomagalo. Skratka, vse bolj v ideologiji, ki nam govori, da je družba temelji na znanju, moramo analizirati v bistvu meje dostopa do tega znanja, manipulacije, ki se glede tega znanja dogajajo in še posebej ta novi svet velikih korporacij, ki danes te informacije posedujejo. Veliko več kot recimo celo javne inštitucije. Zato ni čudno recimo, da v Ameriki ugotavljamo, da recimo Facebook, Google in podobni ustanavljajo svoje lastne inštitute, kjer analizirajo informacije. Teh informacij pa recimo z etabliranimi inštitucijami ali pa univerzami nikakor ne želijo deliti. Zato seveda slišimo, da so veliki podatki danes nova nafta, novo zlato, tisti, ki ima do njih dostop, ima ekonomsko prednost in seveda tudi možnost nadzorovanja, manipuliranja prebivalstva. No, v zaključku mi dejala, da je v bistvu nerazumevanje, dojeti nekaj kot nerazumljivo ali pa priznati, da je nekaj nerazumljivo, lahko nek tesnoben občutek. Ko nekaj ne vemo, si lahko seveda zatisnemo oči, lahko smo tudi ignorantni, pa si rečemo, vse to ni važno, lahko imamo občutek, da nekaj vemo, pa v bistvu ne vemo, ampak ko se soočimo z nekim, kar resnično ne vemo, je kar dobro, da smo malo tesnobni.
Jaz se spomnim, ko sem kot študentka prvega letnika filozofije dobila za prvo nalogo pripravo za izpit prebrati tako 500 strani Kantove kritike čistega uma. In zdaj pri 18 letih ob vsem entuzijazmu za filozofijo moram reči, da po prvih 20 straneh nisem imela pojma. Zdaj, ko je prišla ta nevednost, ko sem ugotovila, kako nevedna sem, je v tem trenutku tesnobe bil v bistvu tudi neko odprtje do tega, da se v tekst zakopljem. Seveda pridobiš potem sekundarno gradivo, dvakrat še prebereš, si izpišeš in tako naprej. In po enem trdem delu nekam pridem. Ne vem, mislim, ne moram reči, da sem čist absorbirala, ampak izpit sem naredila. Ampak moram reči, da je ta tesnoba blagonilo. Danes, v današnjih časih, najbrž ne bi imela istega pristopa do tesnobe. Šla bi na Google, hitro bi pogledala na Wikipedijo, tam bi nekje, vmes bi se najbrž nekje zgubila, če bi bila na Facebooku, bi še pogledala, kaj delajo prijatelji. Skratka, danes, ko se soočamo s tesnobo ob nevednosti, lahko tej tesnobi precej hitro pobegnemo, zato ni tako čudno, da se tako zelo ukvarjamo danes s tem, kako se koncentrirati, kako si omejiti dostop do novih tehnologij. Ob tem seveda se oblikuje cela industrija, cele nove tehnologije, ki nam omogočajo, recimo, da bi lahko danes ohranili koncentracijo ali pa, da bi se v bistvu lahko soočali z nekimi momenti, ki nam sprožajo tesnobo ob nevednostih. Seveda pa, če malce naprej analiziramo delovanje te tehnologije, raznovrstnih aplikacij, ki nam poskušajo pomagati, da ne bi bili tako zelo nekoncentrirani ali pa tako zelo hitro potegnjeni v razne smeri na internetu, bomo videli, da pač nažalost te aplikacije zopet delujejo na neki drugi mehanizmu nevednosti. Mnogokrat prav te aplikacije o nas zbirajo podatke, nam pošiljajo raznovrstne napotila, najbrž podatke prodajajo naprej, nas kontrolirajo in tako naprej. Tako da tudi takrat, ko poskušamo z novimi tehnologijami danes ohraniti recimo nek odnos do nevednosti, kjer bi nam ohranjena bila tudi tesnoba, lahko hitro pademo na neko skrito področje, kjer se dogaja pravzaprav neka vednost, o kateri sami nič ne vemo, ki pa nam lahko dolgoročno škodi, še posebej preko nadzorovanja in manipuliranja, ki se preko podatkov dogaja. Hvala. Prisrčna hvala za tole predavanje. Prve besede, ki mi nekako padejo na misel, so neznosna lahkotnost vednosti. Ampak vendarle bi želela vzpostaviti nek most med tem, kar ste nam povedali in s tem razširili obzorje našega dojemanja, našega delovanja, s tem, da bi vam najprej priznala, da smo tudi mi idealisti, da se ukvarjamo s tem, da rušimo obstoječi družbeni red, s tem, da krepimo ljudi, da krepimo predvsem odrasle, predvsem tiste, ki nimajo doseženih visokih ravni izobrazbe, da jih krepimo zato, da vendarle najprej priznajo svojo nevednost, potem pa krepijo svoje znanje, svoje razumevanje, vednost pa pravzaprav usporedno s tem, ko je za to pač potrebno tudi pridobiti informacije. Kaj menite o tem? Je vredno to početi? Ja, jaz mislim, da bi vi mogli bolj politike ukrepiti na tem področju. Navadni ljudje so ukrepljeni. Da si priznajo nevednost, no, to. Ne vem, kdaj ste nazadnje srečali kakšnega mojstra tam gor na oblastnih hierarhijah, da je rekel, da ne ve.
Da prizna, da nič ne ve. Tukaj imamo nekaj oblastnikov oziroma predstavnikov politike, izobraževanja odraslih, ampak mislim, da lahko rečem, da so naši, da so na našem bregu. Jaz vas vabim, da postavite morda še kakšno vprašanje, to je dragocena priložnost. Tukaj imamo kolege, ki vam lahko približajo mikrofon. Če se še kdo želi spustiti na področje. Ja, Brigita tudi. Niste omenili besede potlačitev v tem predavanju, pa me zanima namerno ali ne, ker se mi zdi, da je zelo podobno, ne, na nek način potlačitev vednosti, a ni to nevednost. Samo to me zanima, no, če je tudi povezavi s to. Ne, potlačitev sem v bistvu mislila v psihoanalitičnem pomenu, da nekaj potlačiš iz svojega razumskega dojemanja, recimo, da pač nekaj potlačiš v nezavedno. In tukaj v nezavednem lahko rečemo, da obstaja lahko neka vednost, ki pa nas bo morda presenetila, ki pa ne bo racionalno dostopna. Recimo, da lahko nekaj, kar smo potlačili, kar nam je našemu kognitivnemu sistemu preveč grozno, da bi lahko o tem razmišljali, lahko potem prihaja skozi, ne vem, nočne more ali pa skozi sanje ali pa skozi kakšne druge simptome, celo telesne simptome nazaj, ampak mi racionalno dostopa do te resnice ne bomo imeli. Razen, mislim, če se pač mogoče po dolgotrajni kakšni analizi zgodi, da bomo recimo naenkrat to vednost imeli. Zdaj bom dala čisto eno ilustracijo. En francoski psihoanalitik ima en lep primer moža, ki je bil kar zadovoljen z svojim zakonom, 20 let je bil poročen, imel je pa eno zelo zanimivo organizacijo življenja, da je vsak vikend svoje umazano perilo pelil pred mami. No, in svežo pobral. Zdaj, imeli so pralni stroj, ni bila zato ena revna družina, ampak tako je bilo narejeno. No, potem pa na neki točki pride v njegovo glavo ideja, da se mora ločiti. Nekaj mora narediti. Tam ni več zadovoljen, ampak nikakor ni zmogel to besedo, ločil se bom povedati svoji ženi. In vsak dan je prišel domov iz službe, dan si bom povedal, pa ni mogel. In potem je šel v analizo, v psihoanalizi, mu razlaga analitiko v tej svoji želji, da pove ženi, da se bo ločil. In naenkrat pove, ta vikend, ko grem k mami, bom pa povedal, da se bom ločil. V tisti trenutek je on slišal sebe prvič drugače. Odločil se je, da se bo ločil od mame, ne pa od žene. In v bistvu lahko rečemo, ta travma vezana na mamo je bila potlačena, karkoli je bilo v tem razmerju. V racionalnosti se mu je pokazala vednost, kot da mora nekaj narediti s svojim zakonom, in ko je po naključju ta stavek slišal on drugače, je v bistvu se spremenila cela realnost. Enkrat je ugotovil, da se pravzaprav ne želi ločiti od žene. Brigita, izvoli. Hvala lepa, Brigita Kruder, Ljudska univerza Slovenska Bistrica. V naši hiši imamo slogan Znanje izboljša življenje. Malce sem se igrala z mislijo, da bi ga spremenili, pa bi rekli, pridite k nam, ustvarili bomo vaše najboljše trenutke tesnobe ob nevednosti. Ja, sicer se zavedam, da to ne bi imelo prav posebno dobrega marketinškega učinka, bi pa bila hvaležna za kak nasvet, kako naj to, s čimer ste nas danes oborožili, vendarle izkoristimo za to, da bomo pravzaprav ljudem pomagali ustvarjati te trenutke tesnobnosti, ki potem vodijo v neka nova znanja. Hvala za vaš odgovor. Ja, lepo vprašanje. Zdaj v bistvu morda na vašem področju ta tesnobnost že obstaja. Jaz predvidevam, da veliko ljudi pride k vam tudi poznanja glede novih tehnologij. In recimo najbrž je taka tesnoba lahko gonilo, zdaj ne vem, če organizirate kakšne znanja iz novih tehnologij. Tukaj navadno nas večina si mogoče celo prizna, da je dobro, da nas v bistvu tesnova pripelje, da nekaj najdemo. Je pa zelo zanimivo, mislim, kako
privesti znanje do ljudi. Meni je bilo zelo všeč, ko sem prebrala en članek, zdaj, da v nekaterih ameriških mestih so ustanovili eno aplikacijo, kjer se mladi, ki imajo določena znanja, povezujejo z starejšimi, ki pa v bistvu znanja nimajo ali pa ki so v bistvu osamljeni. In ta recimo aplikacija ti lahko, ne vem, nekdo, posameznik, ki je star, osamljen, bo za 3 ure na teden dobil nekega študenta, ki bo k njemu prišel malo za družbo, ampak preko tega druženja običajno bo šlo za prenos nekega znanja. Mogoče, ne vem, bosta en drugemu prenašala o zgodovini in tako naprej, ali pa o računalništvu. Mnogokrat so zagate bile povezane z računalništvom, preko nečesa drugega. Skratka, neko ideja druženja, za katero se pač nekaj malega plača, ampak ob tem pride še za poučevanje, ki ni bilo dojeto kot poučevanje v izviru, ampak kot stranski učinek tega. Hvala lepa. Žal naš čas preganja. Kdo še? Ema, kratko? Ja. Zelo iskrena bom, jaz prihajam z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ne uvrščam se med politično javnost, ampak med strokovno. In zdaj bom povedala nekaj zelo iskrenega, pa mislim, da je to dobro in vodilo razvoja. Mogoče je bila vaša trditev, ali pa jaz sem jo tako razumela, da mogoče politika seveda je zelo opremljena znanjem oziroma vedenjem in je prepričana, da ve. Mi uradniki visokega kova mogoče včasih to s pridom izkoristimo. In ker se včasih politika ne zgane tako hitro, skozi stranska vrata prevlečemo kakšen razvojni projekt. In to je tisto, kar jaz mislim, da je gonilo razvoja. Včasih si je treba upati in včasih je mogoče celo tako, da vrhovi vsega ne vedo, včasih pa mi ne vedmo. Pa mislim, da se zgodba zlaga in mislim, da je to tisto, kar nas pelje naprej. Hvala. Ja, hvala, in te strategije mislim, da so res življenjskega pomena. Čestitam, da imate še stranska vrata, dokler jih ne bo zazidal kdo. Ampak recimo v Združenih državah so nedavno izdali knjigo anonimneža, ki je zaposlen v njihovi državni upravi, zelo blizu nekje predsednika, kjer pravi, da je pa glavna strategija preprečiti stvari. Skratka, da se kakšni papirji ne dajo naprej, da se malce kje kaj izgubi. Tako da včasih kakšno neumnost dejansko lahko prepreči dobro izobražen uradnik, da se tudi nekaj ne zgodi, recimo. Hvala, čestitam na vašem delovanju. Hvala lepa še enkrat, dr. Renata Salešar.